Generalna skupščina Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, UNESCO, je leta 1972 sprejela Konvencijo o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine. Njen cilj je varovati in predstavljati kulturno in naravno dediščino svetovnega pomena ter jo ohranjati za prihodnje rodove. Na seznam svetovne dediščine so vpisana območja z izjemno univerzalno vrednostjo, pomembna za vse človeštvo. Do leta 2022 je bilo tako vpisanih 1154 območij, med njimi tudi 5 območij iz Slovenije. Škocjanske jame s podzemnim rečnim kanjonom, prazgodovinska kolišča pri Igu z dediščino starodavnih koliščarjev, Idrija z dediščino živega srebra, prvinski bukovi gozdovi v rezervatih Pragost Krokar in Snežnik ter dela arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani. Škocjanske jame se ponašajo z enim največjih podzemnih kanjonov na svetu. Dolg je več kot 2 kilometra, visok do 150 metrov in širok več kot 120 metrov. Domačini, jamarji in pa raziskovalci tedanje avstrijske države so ga raziskali že v 19. stoletju. Skupaj z raziskavami drugih jam na Krasu pa štejemo to tudi kot začetek speleologije oziroma vede o nastanku jam in pa njihovem razvoju. V teh škocjanskih jamah in v vdornicah okrog njih najdemo številne endemične in pa redke rastlinske in pa živalske vrste, med njimi tudi človeško ribico, ki je endemit Dinarskega krasa. Številne in pa bogate arheološke najdbe nam pričajo o velikem pomenu tega območja, ki je poseljeno že več kot 5000 let. Tu so bila najdena žarna grobišča, utrjena gradišča in pa najpomembnejše depojske najdbe, ki nam pričajo, da je imelo območje tukaj nadregionalni pomen. Prazgodovinska kolišča na Ljubljanskem barju so bila del projekta nominacije prazgodovinskih kolišč v 6 državah okoli Alp, ki se mu je Slovenija pridružila na pobudo švicarskih kolegov. 6 držav je skupaj pripravilo dosje nominacije in skupaj smo koordinirali tudi ves postopek in bili potem leta 2011 vpisani na seznam svetovne dediščine. Skratka, govorimo o kulturnih plasteh skritih pod zemljo, ki so bili sicer nekoč del jezera, ki jih pa varujemo tudi z ukrepi, ki so drugače namenjeni ohranjanju kulturnih vrednot. Zato skrbi pri nas upravljalec, Krajinski park Ljubljansko barje. Sedaj stojimo na Ljubljanskem barju pri Igu, kjer so mokrotni travniki. Ampak če bi stali nekaj tisočletij v preteklosti, bi stali v jezeru. In na tem obrobju jezera so stala kolišča. Zelo podobno z drugim spomeniškim območjem, ki je bilo v kulturni kategoriji vpisano naslednje leto, se pravi leta 2012, se pravi z dediščino živega srebra v Idriji, kjer je prav tako rodišče živega srebra, ki leži pod mestom, nedeljivo povezano z vsemi nadzemnimi strukturami, se pravi stavbami, napravami industrijske dediščine in ki jih ni mogoče niti fizično ločiti, niti vsebinsko to ni smotrno. Saj je bilo ravno rodišče tisto, ki je povzročilo razcvet tega mesta in to bogato dediščino, kot jo ohranjamo danes. Z vpisom Idrije in Almadena na UNESCO seznam svetovne dediščine so bile Idrijam priznane univerzalne vrednote. Na seznam UNESCO je vpisan rudnik z rodiščem in vsemi ostalimi pripadajočimi objekti, ki so dopolnjevali to dediščino živega srebra, od klavš do ostalih objektov topilnice in tudi tega socialnega dela življenja, ki se je razvijalo hkrati z razvojem rudnika. Se pravi godbena pihala,
klekljanja, društvenih dohodkov, tudi razvoja šolstva. Mislim, ta moment je bil za Idrijo zelo pomemben, je še kako vplival in pripomogel tudi k nadaljnjemu razvoju Idrije. Idrija je s tem zelo veliko pridobila. Postavila se nazaj na zemljevid sveta svojo dejansko realno vrednost. Sama pa je znala izkoristiti vse tisto znanje, ki se je stoletja nabiralo v tej kotlini, da se je po zaprtju rudnika znala preobraziti v sodobno industrijsko družbo in da tudi ljudje tukaj razmišljajo napredno in da razumejo sodobni svet, razumejo razvoj in so nekako dejansko, kljub temu, da smo v tej kotlini vključeni v sodobni svet. Območja starodavnih in prvinskih bukovih gozdov Evrope iz 12 držav so na seznam svetovne dediščine vpisana zaradi dejstva, da se je bukov iz ledenodobnih zatočišč razširila po celotnem območju Evrope. Gre v bistvu za najbolje ohranjene bukove gozdove v Evropi, v katerih glavno vlogo igra narava, ne človek. V Sloveniji smo bili naravne dediščine na UNESCO seznam svetovne dediščine zelo veseli. Gre za priznanje, za res dobro delo generacij gozdarjev v preteklosti, ki so prepoznali, da so ti predeli gozdov, ki so ohranjeni, da so zelo dragoceni in da so vredni varstva. Hkrati pa ta vpis seveda pomeni tudi odgovornost Slovenije in hkrati tudi priložnost, da z zgledno skrbjo za oba rezervata, torej Pragos-Krokar in Snežnik-Ždrocle, in tudi v sodelovanju z drugimi državami, pokažemo, da je Slovenija resnično zelena država, v kateri aktivno skrbimo za naravo. Pri pripravi nominacije izbranih stavbnih in urbanističnih del arhitekta Jožeta Plečnika v Ljubljani smo se precej pogovarjali o vrednotah in sporočilnosti nominacije, ki jo želimo predstaviti svetu. Raje kot za nominiranje posamičnih stavb, manjših ureditev, smo se odločili za drugačen pristop, ki predstavi arhitektovo ustvarjanje mesta po meri človeka. Arhitekt s svojimi intervencijami manjšega in večjega značaja posega v že obstoječo mesto, ki so ga zaznamovale pretekle dobe, od rimske, srednjeveške, baročne Ljubljane, in z izvedbo svojih projektov v obdobju 2 desetletij med obema vojnama ustvari koherentno celoto. Vpisano območje tako obsega 7 sestavnih delov. Urbano os, se pravi kopensko os v središču Ljubljane, vodno os, 2 cerkvi v predmestju, urbanem in ruralnem, in pa vrt vseh svetih, se pravi pokopališki kompleks. Po vpisu na seznam svetovne dediščine naša skrb za Plečnikovo dediščino seveda ni končana, ravno nasprotno. Velik izziv bo presojati vse posege v mestu, in seveda bomo morali zelo skrbno premisliti, kateri posegi in na kakšen način bodo dovoljeni vnaprej. Vpis območij na seznam svetovne dediščine je za Slovenijo zelo pomemben, saj jo tako uvršča med države z visokimi merili ohranjanja naravne in kulturne dediščine. To priznanje pa obenem pomeni tudi veliko odgovornost, tako za lokalne skupnosti, ki to dediščino dnevno uporabljajo, jo predstavljajo in skrbijo zanjo, kot tudi za upravljavce območij, katerih glavna naloga je ohranjati in varovati dediščino ob sočasnem razvoju območja.